Pozdravljeni v podcastu iz Centra Gol. Oddaja je namenjena vsem, ki želite nogomet spoznati poglobljeno in strokovno. V oddaji bomo v center postavljali goste z področja nogometa in športa nasploh. Najbolj razširjena igra na svetu je veliko več kot le zmaga in poraz. Vabljeni, da spoznate vse, kar nogomet ponuja. Vaš gostitelj sem Igor Fenko in center današnje oddaje je Žan Žužek, centralni branilec nogometnega kluba Koper, otrok Domžal, reprezentant mlajših kategorij. Danes pa ena tistih zadnjih težkih ovir v Kopru, kjer Koper tudi zelo dobro stoji tako v državnem prvenstvu kot v pokalu. Tako da, Žan, pozdravljen. Pozdravljeni, še z moje strani. Letos dobra sezona, ne? Zaenkrat kaže odlično. Zdaj, še dve kante, pa je to, ne? Ja, zdaj, če ne bomo osvojili nič, pol je vse brez veze, ne? Na koncu res. Seveda, pozdravljeni vsi poslušalci, ponovno vas vabim, da nas sledite, delite, všečkate na Facebooku in Instagramu, kjer bomo veseli tudi vseh vaših komentarjev. Še enkrat, predvsem poskušajmo s komentarji, željami, opozorite nas, kam bi se še želeli, da se oddaja usmeri. V glavnem, vse, kar najdete na YouTubeu, najdete tudi zelo podrobno razdeljeno oddajo. Iščete nas tudi lahko na spletni strani www.centrogol.com, kjer bomo absolutno še poskušali dodajati določene vsebine, ki jih mogoče ne moremo predstaviti znotraj oddaje v podcastu. Tako da, Žan, v prvi ligi, jaz vedno rečem, da želim tu oddaji čim več golov zabiti. Ti v prvi ligi zaenkrat statistično, kolikor sem jaz gledal, imaš samo en zadetek, ne? Zaenkrat letos, ja. Imaš pa tudi enega v Evropi, ne? V Evropi mislim, da enega, ja, proti Flori v Celju. Tako da, danes upam, da zabijamo kakega več, no, da nam bo bolj uspelo. Jaz bi, tako ko smo se pogovarjala, zdajle pred oddajo tudi malo, dajmo začeti mogoče vseeno tam, ki je bil tvoj začetek. Se pravi, ti si otrok Domžal, lahko rečemo, da si začel z najmlajšimi v Domžalah. Ja, sigurno sem otrok Domžal. Jaz sem začel v Domžalah, koliko sem bil star, 5 let, ko sem začel takrat trenirati, mislim, da iz 1 leto ali pa iz 2 leti starejšimi, ker v 5 še ni bilo, ne. Tako da potem sem šel vse mlajše selekcije skozi v Domžalah, na koncu pa šel tudi do članske ekipe, tudi v članski ekipi prebil, mislim, da 3 sezone, potem pa jaz sem se odločil za korak nazaj, šel v Koper, kar pa so izkazali za odlično potezo. Ja, do tega prijema, ne, koliko je bil ta korak nazaj, pa koliko je bil ta korak naprej. Ampak prva zadeva, ki bi jaz tu izpostavil, zapravi, glede na to, da sem trener, spremljam določene te statistične podatke mlajših igralcev tudi, ne, ti si januarski otrok, to pomeni, da si rojen na začetku leta. Ali se je tebi to skozi te mladinske kategorije kaj poznalo, glede na to, da tisti vemo, da decemberski se že kar pol pozna, to eno leto v biološkem razvoju. Pa moram reči, da jaz nisem opazil neke razlike, da bi imel kakšno prednost slučajno pred drugimi, ki so bili mogoče 1 leto mlajši, ampak načeloma smo bili kar vsi nekako podobni. Nisi bil višji od ostalih? Pa meni se zdi, da ne, no. Mogoče čist pri tistih mlajših selekcijah, da sem mogoče malo izstopil, potem pa se nekako vse izenači. Izpostavil sem, da si otrok Domžal zaradi tega, ker marsikdo reče, ne vem, rečemo, da sem jaz delal v Celju, ne, da reče, da je otrok Celja, pa je prišel šele pri kadetih v Celje, ne. Ampak ti si res od najmlajših. Kako si ti doživljal, rečemo potem, se pravi, zdaj te mlajše kategorije, v teh generacijah, ko si ti bil, so bile že Domžale zelo lepo nogometna šola postavljena, gledal si člane že kot mali otrok, kako osvajajo takrat prvenstva, ne.
Tako da ta zmagovalna mentaliteta v Domžalah, a se je poznala, se kaj spomne še tudi pri teh najmlajših kategorijah. Mal pogrešaš to zmagovalno mentaliteto danes v Domžalah, zdaj na zadnje, če sem jaz prav razumel, ker smo imeli malo tehničnih težav. Ti pa si odraščal v tem obdobju, ko so Domžale kar redno bile in prvak lige, tudi pokalni prvaki, in prihajal si tudi v mladinski pogon, ki je serijsko osvajal, se pravi, govorimo predvsem selekcije te tekmovalne, U15, kadeti, mladinci, ker ste redno bili potem tudi prvaki. A te lahko sam tu vprašam, kdaj si ti začutil, se spomniš, v kateri starostni kategoriji, da se vi ne igrate več, ampak da vas pripravljajo tudi na to, da se bo zmagoval, pa da se hoče nekaj več od vas? Jaz mislim, da nekako takrat okoli U14, no, ko smo začeli na velike gole igrati takrat, da je to, se gre pol za en resen fuzbal. Takrat, ko smo bili državni prvaki U12, se igrali še na polovico, pa smo se imeli vsi fajn. Pol pa U14, ko pa enkrat smo začeli, takrat so bile še te selekcije malo drugače razporejene, kot so zdaj, ne. Ko smo pa začeli na ta velik igrišče igrati, je pa pol se že začeli bolj zares. In v bistvu takrat nekako smo tudi dobili nek tako dodatno motivacijo, da probamo dati še več od sebe. Ker pri 15, pa potem sploh pri kadetih, Domžale že kar precej potem tudi poskautira okolico, sicer že tudi malo prej, ne? Kako si pa ti doživljal, rečemo, te nenehno neke nove igralce, ki so prihajali v klub? Pa takrat, kakor se jaz spomnim, takrat nas je bilo večina Domžalčanov, no, kakor smo že prej igrali skupaj, ni bilo nekih novih igralcev. Spomnim se, da na novo so prišli mogoče Ožbolt iz Krke, net starejši, pa potem Mlakar, 98-letnik. Kar se pa tiče naše selekcije, pa se mi zdi, da ni bilo veliko tujcev, no. Mislim, tujcev iz drugod po Sloveniji, no. Se mi zdi, da zdaj v zadnjem času so pa res začeli sploh v Domžalah voziti iz cele Slovenije igralce, tako da v bistvu težko najdem Domžalčana še v kadetskih pa mladinskih selekcijah, kar mi je malo žal, ker verjamem, da domžalski fantje so tu dobri, pa zdaj grejo v Radomlje pa v Dob igrati. Ampak takrat res se spomnim, da mogoče 2-3 so bili iz drugot in smo osvojili v bistvu vse naslove državnih prvakov, kar je bilo možno, ne, U14 oziroma U14 kadete, 2-krat, mladince 2-krat, pa še prej U12, pa pokalni zmagovalci smo bili, tako da smo imeli res velike uspehe. Kdaj so tebe začeli postavljati na branilca? A si ti to odvedno igral, ali so to potem pri 15, 17? Jaz sem bil skozi nekako zadnji vezni box to box, potem tudi pri članih sem bil nekako bolj zadnji vezni, mogoče par tekem že pa Reznarju, kakšno pa pol še pa Rožmanu, par sem jih odigral na štoparju, ker smo imeli malo težave, ker so bili poškodbe pa kartoni. Dokončno pa zdaj v Kopru, no, sem začel igrati na branilcu neko drugo kolo v drugi ligi po eni poškodbi. Ko si rekel zdaj box to box, vi ste večinoma v Domžalah igrali v nekem sistemu, kaj? 4-4-2, 4-3-3, kaj ste imeli takrat? Načeloma v mlajših kategorijah skozi 4-3-3, ponavadi z 2 zadnjima veznima, pa z enim sprednjim veznim. Tako je takrat reprezentanca tudi igrala, ne? Ja. Tako da sem bil tam na unem zadnjem veznem, pa sem se v bistvu gibal bolj posod. To pomeni, da si v kadetskih mladinskih ligah malo več golov dal, kaj? Ja, takrat sem dal kar veliko golov, no. Mislim, da sem bil 2 sezoni celo najboljši strelec ekipe, če se prav spomnim. Na zadnjem veznem, to pomeni, da... Na zadnjem veznem, ja. Zadnjo tekmo zdaj, ko sem gledal, ko sem ti rekel, ne? Ja. Pa se ti vidi, da imaš rad gola, veš, da ga hočeš dati. Imam rad gol, delega nisem dal zadnjo tekmo, ampak lani pa sem dal, na primer, 5 golov pa 4 avtogole, tako da. Da vseeno povem, ne, se pravi, mi dva zdaj snemamo to oddajo po praktično derbiju, se pravi Maribor Koper,
štadion je bil nabito poln, ne. Vi ste eno piko za Mariborom. Kaj to da malo preskoka vse naredimo, ne? Kaj je to zdaj pomenilo v glavah, ko priješ, da rečem končno, na en tak štadion, ko je takole poln, pa igrati pred toliko ljudmi? Pa super je, no. Super je, da se igra tako. To v Sloveniji sigurno manjka. Mogoče na derbijih med Olimpijo pa Mariborom je tako vzdušje, pa zdaj hvala Bogu tudi na tem derbiju, ki smo ga mi odigrali. Manjka takih tekem, zato tudi pol fantje niso navajeni na to. Vse smo videli prvi polčas, če je kdo gledal tekmo, smo bili kar malo šokirani, no, bi lahko rekel, ampak ja, kakšnim fantom to manjka, ampak jaz verjamem, da se bo tudi to nekako izboljšali z dobrimi rezultati. Okay. Da se vrnemo nazaj, pa bomo pol še predelovali tale članski nogomet. Omenila smo, se pravi, serijski prvaki, vse je bilo tako, kot mora biti. Povej mi, kaj ste vi v Domžalah drugače delali napram ostalim, glede na to, da si ves čas tudi bil reprezentant teh mlajših kategorij. Verjetno ste se vseeno pač pogovarjali igralci med sabo, kako izgleda v drugih klubih. Kaj je bilo, ne vem, predvsem tu me zanima kadetski, mladinski pogon, kaj je bilo v Domžalah drugače? Zdaj, jaz ne moram reči točno, kaj so drugo delali. Lahko pa rečem pri nas, jaz se spomnim od nekako temu 12 naprej, še pred kadeti, smo imeli trenerja, trener je bil Tomi Bronič takrat. Vem, da smo non-stop tehnika, kontrola žoge, samo to smo delali. To je šlo vsem nam fantom že ful na živce, ampak zdaj, ko gledam za nazaj, vidim, da je to nam ogromno pomagalo, ker na tehnike se moraš ti učiti pri mlajših letih, ne, pol, ko si enkrat starejši, jo je težko dobiti, tako da jaz mislim, da tisto obdobje takrat je največ pomenilo za nas, no. Pa kaj to pomeni, da ste zelo veliko delali v teh kerver vaj, ki jih mogoče poznamo, se pravi tako, namesto vodenja, za stojno nogo, Ja, točno to. zunanji, notranji, rolanje in tako naprej. Tega je bilo... Točno te vaje, no. Teh vaj je bilo ogromno. Ste veliko igrali 1-1, 2-2, 3-3, ali ste igrali 7-7? Tega 1-1, 2-2 nismo veliko igrali, več smo igrali tako, ja, na pol igrišča, pa v malo večjem številu. Ker zdaj se ti precej spreminja, ne? Zdaj, ko si na velikem nogometu, pa ves čas igramo nekje tu, 3-3, 4-4, Ja, na 5-5. Na koncu, tudi na velikem fuzbalu se pol igra zmer pride nekako 2-1, 3-2. Mali prostor. Zmer situacije, ja. Pa kdo bo koga. Ok, daj mi reči, v Domžalah, sem te že prej tako malo probal napeljati na te kadete pa mladince, kak ste vi imeli ritem treninga? Se pravi, koliko je bilo zate poskrbljeno v smislu šole, trenažnega procesa, prehrane, vsega tega? Ste bili zelo blizu temu, kar govorimo danes, profesionalni nogomet? Pa niti ne, no. Moram reči, da niti ne. Takrat to, kar si sam vložil, to si ven dobil. Zdaj, jaz vem, da so meni starši še neke dodatne treninge plačevali, pa gimnastiko, pa nekako tako, da bi pa prav v klubu kaj poskrbeli, načeloma ne. Zato mogoče tudi takrat še nisem nekako točno vedel, kaj je ta profesionalizem, no. Tudi potem je bil zaradi tega ta preskok v člane toliko težji, se mi zdi. Aha, ok. Ker zdaj, ko smo gostili Oražma tu v oddaji, ne, Mateja, smo se malo pogovarjali pač v strukturi. Prejšnjo leto je bil, mislim, da tako tretji, četrti gost. Pa smo se pogovarjali, da je zelo veliko stvari ponujeno danes v nogometni šoli, od fizioterapeutov, kondicijskih, atletskih trenerjev, tudi tisto, kar si ti omenil, pač ta akademija. In glede na to, da je Dejan Dončić tudi en dosti dober moj prijatelj, smo se pač pogovarjali, koliko se poskuša takrat, ko je on bil vodja nogometne šole pa kadetski trener, omogočiti vam tudi dopoldanske treninge. Tega pa vi niste imeli toliko veliko.
Z začetkom ne, potem pri mladincih nekako se je, mogoče že pri kadetih se je to začelo, ne spomnim se dobro, vem, da smo imeli tudi nekako dopoldanske treninge, ko smo hodili že v srednjo šolo, ampak zdaj je to sigurno na višjem nivoju, no. Sploh s to akademijo, tudi igralci mislim, da imajo tam prehrano, pa imajo neke povezave s šolo in verjamem, da zdaj je to na dosti višjem nivoju, kot je bilo pa takrat na začetku. Ok, prehod v člane si že omenil, da ti je naredil malo zmede. Se pravi, ti si v momentu, ko sta skupaj, ali pa takrat je bil glavni trener Luka Elzner, ne? Simon Rožman se mu je že priključil, potem je pa Simon Rožman nadaljeval en del poti s tabo, ne? Ja. Kaj je tebe najbolj šokiralo? Verjetno pričakoval si, da se te bo povabilo v prvi tim, ali ne? Si? Jaz sem v bistvu bil priključen prvi ekipi že nekje, mislim, da pri izhodnih kadetih smo 2-3 začeli trenirati s člani, tako da v bistvu sem imel kar dolgo obdobje nekega privajanja, pa vseeno je kar velik ta preskok med mladinskimi selekcijami pa med članskimi, sploh v tem smislu profesionalizma, kakor sva govorila prej, moraš sam veliko vložiti v to, da narediš ta preskok, sploh fizični, no. Vem, da takrat pri Elznerju sem debitiral, sem tudi dobival dosti priložnosti in vse, ne vem, zdaj sem se zmedel. Prvo pa drugo sezono, to člansko si ti, tako kakor sem jaz gledal, kar veliko igral, ne? Sicer, ok, prva sezona je bila, zdaj bom na pamet rekel, 600-700 minut, potem naslednja je že bila kar krepko čez 1000 minut, ne? Ampak mene vseeno zanima, zdaj prvi del, ko si omenil, ne, se pravi, tebe so že pri kadetih priključevali. Kaj je to pomenilo? En trening na teden, 2 treninga na teden, kako je to izgledalo? Pa ja, nekaj takega, par treningov sem naredil na teden z njimi, mogoče dopoldne sem bil pri članih, pa pol popoldne sem naredil z mladinci, nekako mešano je bilo vse skupaj, no. Kako je pa na tebe to vplivalo, to si ti bil tako malo prevzeten po takih treningih, se ti je zdelo, da ne rabiš toliko pri mlajših potem delati? Ne, jaz sem bil ful vesel, da sem lahko bil s člani. Te je motiviralo pol, da si še več Ja, treniral? sigurno. Ja. Ok, Sigurno ena dodatna. zdaj pa, ko priješ enkrat ti v ta preskok, se pravi, tako ko si rekel, tip profesionalizma, ne, iz, ne vem, 5-6 treningov, ki si jih prej delal, kar naenkrat prehajaš na 8 do 9 aktivnosti na teden, pa tempo je drugačen, ne, zagotovo. Duel je večji, hitrost igre je večja, kar pomeni, je tudi pol tvoj napor večji. Omenil si že, rečemo, da si imel težave s tem, da fizično, rečemo, lahko pariraš. Se pravi, kaj si imel največ problema potem v duelu ali problem v sami hitrosti igre? Pa jaz sem imel skozi neke težave v tem kondicijskem smislu, ne vem zakaj, mogoče je bila kakšna psihična blokada, ne vem točno, ampak verjetno tempo je višji pri članih kot pri mladincih sigurno in to pol vse skupaj pripelje do tega, da v bistvu nisem bil takrat dosti pripravljen. Zdaj, ko gledam za nazaj, je sigurno, ne vem, pripomogla hrana pa počitek pa vse k temu, da mogoče nisem naredil tazga preskoka, kakor sem si jaz želel, pa kakor so si tudi v klubu želeli, da naredim. Kaj si pa ti delal individualno, zdaj, ko omenjaš, ne? Kaj si ti delal v tem obdobju, ne vem, kadeti, mladinci, zato, da bi ti bil boljši? Kaj je bilo tisto, kar je bilo redno? Omenil si neki gimnastike, ampak to verjetno ne pri kadetih, mladincih, to verjetno Ne, prej. to je bilo prej. Jaz pri kadetih, mladincih sem, kakor zdaj lahko rečem, za nazaj siguren premalo delal, no. Zdaj vidim za nazaj, da mi je takrat to manjkalo, kar sem zdaj začel delati, ampak takrat načeloma, ko vidiš, da ne igraš, pa ti malo pade motivacija in pol
namesto da bi delal še več, mogoče delaš malo premalo. No. Se pravi, iz tega, da si ti potem, da bomo zdaj, vidim, da ti je malo neprijeten ta del. Pogovora. Sem dosti razmišljal o tem, no, pa sem prišel pol nekako do tazga zaključka, da bi lahko da je bil več. to razlog, da bi lahko sigurno prej, ne več, ampak prej. Prej to, kar zdaj počneš. Ja. Okay. Pa dajmo kar narediti tu ta preskok v tem, se pravi, zaključimo v Domžalah, imel si eno nekoliko slabšo sezono, večino časa si prihajal s klopi v igro, to je bilo sezona 18-19, po 2 sezonah verjetno si počasi že si želel, da bo standardni igralec, ne, pa nekje tudi pričakoval, zahteval, kolikor hočeš pa že in ugotoviš, da nisi v prvem planu. Kako je izgledala tvoja odločitev ali pa kdo ti je pomagal pri odločitvi, da ti zapustiš Domžale? Pa nekako je bila že nekaj časa neka želja, da igram. Tudi prvo sezono, ko sem prišel v člane, sem imel neko opcijo za posojo iti v Radomlje, pa potem nisem šel. Pol pa, ko nekako vidiš, da nisi standarden, da ne dobivaš minut, sem se jaz počasi začel pri sebi malo spraševati, kam to vse pelje. Sem bil že star 21-22 let in sem si rekel, zdaj je neka točka v karieri, ki se bom mogel odločiti, ali bom naredil nek korak ali pa bom šel v šolo delati. Ne. Tako da sem pol takrat govoril s trenerjem Rožmanom, kaj bi bilo najbolj, da naredimo, in jaz sem rekel, da bi rad več igral, in na koncu smo prišli do neke točke, da smo se sporazumno razšli, in jaz mislim, da je bilo za oboje to dobro. Kako si prišel pol v Koper? V Koper v bistvu sem prišel prek Gorana Šukala, takrat sem sodeloval z njim. On mi je dal nekako, poznal je Anteja Goberca, sem šel z njim na sestanek, on mi je predstavil vso to zgodbo, ambicije, ki jih ima Koper, ki je sestavljal ekipo za prvo ligo. Jaz sem bil nekako tak igralec, ker sem že imel izkušnje v prvi ligi, pa dosti minut, pa to zmagovalno mentaliteto iz Domžal, da bi jim lahko prišel prav. In doma smo se pogovorili, da grem. Imel sem tudi nekaj ponudb iz prve lige, ampak sem rekel, da mi nekako zdaj bolj rab, da standardno igram, da v bistvu dominiram v igri, da pridem nazaj, kakor da igram za nek prvoligaški klub, pa se celo tekmo branim, da dobim malo na samozavesti, zato sem se odločil pol tudi za Koper. Ker Koper v tej sezoni, ko si ti prihajal dol, je nastopal v drugi državni ligi. Imam pa eno umestno vprašanje, še imam tu. Zdaj, vi v tem obdobju, ko si bil v Domžalah, ste imeli tudi športnega psihologa na razpolago. Si ga ti kaj koristil v tem obdobju? Ja, sem. Mi smo imeli nekako, ne bi rekel obvezne, ampak priporočene sestanke nekako enkrat na teden s psihologi. Jaz se spomnim še takrat nekako teh pogovorov. Mogoče jih takrat nisem jemal dovolj resno, pa so se mi zdeli mogoče malo, tako bi rekel, nepotrebni, ampak verjamem, da so pomagali. No. Mogoče zdaj, ko bom malo starejši, bom to bolj razumel. Ne, pač Aleš Vičič je bil tudi pač gost v oddaji, ne, in smo tudi na to, da ne, je nogometni klub Domžale in Simon Rožman, se pravi, vse te procese, ki se dogajajo znotraj, ne, ampak ravno to je najbolj zanimivo, da kolikorkoli mi želimo, trenerji, ne, je ključno, kako pripraviti igralca, da sprejme. In to, kar si ti rekel, ne, isto pač je Aleš Vičič povedal, ne, da ni želel nikoli, da so obvezni, ampak da pač, če bo igralec sprejel, se pravi, mora prepričati igralca, in da je tudi naloga trenerjev nas, da vas prepričamo, da stvari, ki jih počnete, so pač dobri za vas. Da je to dobro, ja.
Sezona Koper, druga liga, si dosegel tisti cilj, ki si ga zadal? Ta Si druga, dominiral? prva, ja, moram reči, da tista prva sezona v Kopru mi je šla kar dobro, sicer začeli smo bolj slabo, pa ta druga, mislim, prva sezona v drugi ligi, ki smo bili, je bila taka malo specifična zaradi te korone, pa se je na pol skoraj končala, v bistvu, vse ne vem, nismo odigrali do konca, vem, da nismo odigrali do konca, ampak vem, da mi smo imeli takrat kar zelo močno ekipo za drugo ligo, tudi Gorica je imela zelo močno ekipo, pa Nafta, takrat druga liga, se spomnim, da je bila res močna, no, tako da ni bilo tako enostavno, kakor si mogoče kakšni mislijo, da druga liga je lahka, sigurno ni. Zelo težka gostovanja, slabe igrišča, tako da, ampak moram reči, da je bila ena zelo dobra sezona zame, no. Predvsem sem dobil te minute nazaj, ki jih prej nisem imel, in nekako sem se malo dvignil, no. Ta tekmovalni ritem je res za igralca zelo pomemben, ne? In tudi zdaj imamo ravno mi eno situacijo, ko je en igralec 3 tekme moral počivati zaradi direktnega rdečega kartona, ne? In zdaj, ko prihaja nazaj, se mu pozna, bo potreboval ene 2-3 tekme ponovno, da se vrne. Tako da, ko si pa dlje časa odsoten, je pa ponovno, ne? Se pravi, prvo potrpljenje in igralca in drugo potrpljenje samega trenerja. Ampak v drugi sezoni, ko ste vi prišli v prvo ligo, ste imeli zelo dober začetek sezone. Kaj se je potem zalomilo, če tako rečemo, v Kopru, da ste se borili na koncu proti Zeljkoviću za obstanek? Ja, takrat smo zelo dobro, no, odprli sezono, nekako v 12. kolu, mislim, da smo bili celo prvi na lestvici, pa pol prvi del končali na 4. mestu, ne prav veliko točk za prvim. Potem pa ne vem, kaj je šlo tam narobe, nekako tudi zdaj, ko se pogovarjamo, noben si ne zna razložiti, kaj je šlo narobe, ker ekipa je bila poimensko kar zelo solidna, no, se meni zdi. In takrat potem je prišlo tudi do zamenjave trenerja, je prišel trener Vanoli, malo smo spremenili sistem, to nam nekako ni odgovarjalo. Imeli smo en zelo katastrofalen niz, mislim, da 12 tekem brez zmage, in na koncu se nam je vse tako poklopilo, ker noben ni pričakoval, da smo pristali na tem 9. mestu, no, v bistvu 42 točkami, kar mislim, da je bilo do zdaj največ za 9. mesto. Ja, naporna sezona, tesni izidi, na koncu ste dobili Krko. Vem, da smo se enkrat pogovarjali, se z Daretom Vršičem rekel, zgledali je, kot da je Krka Barcelona, vi pa, da imate veliko težav, ne? Na koncu rezultat vas je pa vseeno obdržal pač v tej prvi ligi. Zdaj, vi ste letošnjo sezono začeli povsem drugače, ne? Prvo menjava trenerjev, kar nekaj novih igralcev ste dobili, kar nekaj novih transferjev je bilo, ampak kaj je glavna sprememba, ki si jo ti občutil, rečemo zdaj znotraj kluba, da se je spremenilo? Tako bom rekel, en tak nov veter, osvežilen veter je zapihal, no, sploh s temi mogoče malo mlajšimi igralci, pa z novim trenerjem, pa mogoče z manj pritiska smo vstopali v to sezono, kakor smo šli v prejšnjo, tako da smo bili vsi igralci mogoče malo bolj sproščeni, pa neobremenjeni, pa mogoče nam zato gre tako dobro, no. Kaj je bil pa cilj na začetku sezone, če ni skrivnost? Bila Evropa slučajno? Cilj nam je bila Evropa, ja. Mislim, da smo to že rekli na začetku sezone, da nam je cilj Evropa. Mislim pa, da noben ni pričakoval, da bomo se zdaj 3 kola do konca borili še za dvojno krono. Sigurno pa nekako ambicije pa želje igralcev ne bi bili športniki, če si ne bi želeli osvojiti vsega, kar nam je ponujeno, ne, na začetku sezone. Meni je bilo zdaj pred časom, ne vem, če se ti spomniš, jaz bil tudi pri vas pred enim sestankom v garderobi, ko smo imeli usposabljanje za trenerja C, ne, pa mi je bilo to fascinantno, ko ste vi prihajali noter v sobo, ker sem jaz pred tem šel pozdraviti Halila pa Zokija, ne,
kako ste vi prihajali noter, tako zelo mirno, spoštljivo, fokusirani. Kako ste vi to dosegli? Se pravi, pač tako, vse se je čutilo, da ste sproščeni, da ni nobene napetosti, ampak da se čuti nek tak spoštljiv odnos znotraj ekipe. Že nekako, že odkar je prišel Zoran, je nekako postavil nek red, da se spoštuje, da se nekako ve, kakšna je hierarhija. Tako da vsak igralec točno ve, v bistvu, kaj je njegovo delo, zakaj je tukaj. Tako da jaz mislim, da to je nekako. Vas je dvignil na nek profesionalni nivo. Ja, potem ste vi sigurno, prišli ven, mi smo potem imeli zunaj pač naprej predavanja, ne, na terenu, vi ste pa na sosednjem igrišču trenirali in sem si mal privoščil tudi pogled čez ograjo, kaj počnete. Ampak ponovno, zelo zanimiv mi je bil ta odnos. Vse, kar se je dogajalo, je bilo vsaka sekunda, skoraj da rečem, se izkoristi za to, da se opravi tisto, za kar ste vi tam. A je to ves čas, že od začetka sezone tako funkcionirate? Ja, že čisto od začetka. Vsak trening probamo, tako kot pravi trener, probamo začeti dobro, končati dobro. Intenziteta na vsakem treningu je res visoka, tako da probamo vsak trening oddelati maksimalno, ker imamo v bistvu potem nogometaši pridemo na trening, pa imamo pol cel dan fraj za se spočiti, tako da probamo res ta trening oddelati maksimalno, tako kot lahko. No. Kako imate vi zdaj ritem, rečemo nek klasičen tedenski? Imate kaj po 2 treninga? Mislim, mi smo sicer v maju, pa je vaš ritem že malo drugačen, ampak ne vem, nek normalen ritem, če imate soboto tekma, držite 6-7 aktivnosti plus tekma? Ja, nek normalen ritem je po tekmi, zjutraj regeneracija, tekma plus 2 frej, potem torek 2 treninga, sreda 2 treninga in nekako četrtek, petek malo spuščamo potem pripravo na tekmo. Okay. Se pa vse nekako regulira z temi GPS-i, ki jih imamo zdaj vsi, tako da se potem na koncu gleda ta load, koliko vsak igralec nekako. To je pa zdaj, me zanima, kako ti doživljaš ta monitoring? Zdaj v Domžalah ste že vi dosti hitro imeli vse možne aparature in a so vas v Domžalah kaj več obremenjevali z podatki kot zdaj, ali v bistvu sploh niste igralci obremenjeni s podatki, vse skupaj kontrolira sam kondicijski v navezavi z ostalimi trenerji? Pa nekako večinoma je bolj kondicijski se ukvarja s tem, no, ni, da bi bili igralci preveč obremenjeni. To je bolj za spremljanje tega, koliko delamo, ne zato, da bi se zdaj igralcem metali naprej, ti pa nisi dosti laufal, pa ti si prelaufal toliko. Mogoče to je v glavah igralcev na začetku, ki prvič to, ja, zdaj nas bojo pa kontrolirali, ampak načeloma je to bolj, da se vidi, koliko naredimo v enem tednu. A vi ste s to sezono začeli z GPS-om? S to sezono smo bolj začeli to spremljati. Mislim, da GPS-e smo imeli že v prejšnji sezoni. Okay. Kako pa vpliva na te, rečemo to, da ti veš, da se te kontrolira? Te zanimajo te podatki ali so ti pač, ne imajo oni toliko posebej? Od treningov me zanima preveč, me pa zanima od tekem, no, ker nekako imaš ti občutek med tekmo ali pa po tekmi eden, pa pol dobiš rezultate od GPS-ov, pa je mogoče malo drugače, pa ti pol da malo realnejšo sliko, no, kakšna je bila tekma. Mogoče na ta način edin. In kakšne imaš ti podatke, če ni skrivnost, koliko ti pretečeš v povprečju na tekmi? Koliko imaš sprintov? Moram reči, da ponavadi od kolega
štoperskega malo manj prelaufam, no, ne vem zakaj, ampak že, to je Kljub že, razlike v letih, ali kaj? ja, Te boli kljub pol temu. to. Ja, je mogoče več navajen se tako odpirati pa teh nekih majhnih razdalj, ampak ja, jaz že odkar se spomnim, že tudi v Domžalah sem zmeraj imel te GPS-e, mogoče malo slabše, ampak nekako se tolažim s tem, da me rešuje ta neka igra z žogo, tako da. Je pa koliko imaš na povprečno na tekmo ti pretečenega? Jaz mislim, da tam nekaj čez 10 kilometrov. Kaj veš, koliko imaš v tem high intensity noter? Ne vem točno. Okay. Ne vem točno. Vem, da imam tam okoli 20 pospeševanj, ne vem. Ja, ok. Res ne poznam preveč. To bomo drugič, bomo kondicijskega, sam za vašega rabimo še prevajalca, ki jaz italijansk ne znam, ne. Ja, se jaz tudi ne preveč, pa se da zmeniti z neko pantomimo pol. Ok. Povej mi, snemate treninge tudi? Ne, trener je rekel, da že na začetku sezone dočakamo neko kamero, pa je še nismo dočakali, no, tako da mogoče pride do konca sezone. Ker zdaj vse več je teh podatkov, ne? Koliko se ti poslužuješ, potem rečemo tudi, verjetno imate do Instata, glede na to, da je ta naš osnovno orodje v prvi pa drugi slovenski nogometni ligi, se kaj poslužuješ tega, da se pripraviš, rečemo, na nasprotnika, kako igra, kdo igra, kakšne so značilnosti, sploh ti, ko prihajajo novi igralci, rečemo, v našo ligo? Pa moram reči, da jaz individualno se ne spremljam, no, pred tekmami drugih igralcev. Imamo te analize, ki jih naredi trener, ekipne, da nekako vidimo neke karakteristike nasprotnika. V bistvu je pa več ali manj bolj odvisno od nas, no. Bolj je potrebno analizirati samega sebe, da probaš potem vsako tekmo te napake popraviti, da se ne ponavljajo, no, da nisi na neki ravni črti, ampak da probaš vsako tekmo te napake popraviti. In mislim, ti potem redno gledaš svoje tekme ali gledaš samo izseke? Imaš koga, ki ti pomaga pri tej video analitiki? Ne, v bistvu jaz ponavadi po tekmi si še nekako poln adrenalina pa vse, pa ne moreš zaspati, tako da si ponavadi ali na avtobusu, če smo na gostujočih tekmah, ali pa potem, ko pridem domov, zavrtim tekmo nazaj, pa jo pogledam še enkrat kar celo, tako da po vsaki tekmi pogledam celo tekmo, pa potem vidim malo, kje sem naredil napake, kje sem naredil kaj dobro, kje bi se mogel pri kakšnem center šutu boljš postaviti, take stvari, no. Ok. Kdaj lahko zaspiš, povej mi? Se pravi, tako je bila zdaj večerna tekma, sicer je bila ob 15 čez 8, 15 čez 10, rečemo, da ste bili pod Tušem nekje, v 11 avtobus, domov ste prišli v Koper, okrog 1:30 verjetno. Okoli 3, ja. Te sploh gostujoče tekme, take so kar problem, no. Sploh, če so večerne, kakšni v Murski Soboti, Mariboru, prideš domov okoli 2-3 zjutraj, pa pol še doma ne more zaspati 2 ure, tako da zdaj, ko smo igrali proti Mariboru, sem zaspal okrog 5 zjutraj, moram. Še dobro, da je bil fraj dan naslednji, da ni bilo ob 10 regeneracije. Ampak ponavadi pa še, no, da je pol regeneracija, da daš malo to utrujenost ven iz sebe, pa imaš pol cel dan še, v bistvu 1 dan pa pol za počivati. Ja, ok. To mi je tako nekako standardno in zaenkrat samo en je bil do zdaj, ko je rekel, nimam težav, 10, 11 se vležem, spim do jutra, sploh ni problema. Tudi s hrano je problem po tekmi, ne vem, verjetno tudi pri drugih igralcih, kakor se pogovarjam, je težko jesti, ko je po tekmi, mi vem, da dobimo pice v garderobo, pa jih je zelo pol težko jesti. Jaz sem si zdaj naredil torteline ob 4 zjutraj doma, ker sem bil to klačen, ker nisem jedel v bistvu od kdaj smo imeli kosilo ob 4 pred tekmo, pa do 4 zjutraj nisem jedel skoraj nič. Ok, dobro. Midva počasi prvi polčas bomo odigrala, imamo še kako minuto, tako. Ampak zdaj, da gremo v tem delu,
malo smo že začela, ko sem te tako vprašal, ne, imaš svojega videoanalitika. Povej mi, kaj ti sam delaš za to, da boš še boljši. Se pravi, ti si zdaj 25 let si star, če tako izhajamo, tako ko vedno malo provociram, ne, se pravi 27 začne nekje prime time, verjetno imaš počasi tudi kakšne želje, že individualne, povohati kako tujino, ne, glede na sezono, verjamem, da se bo našla tudi kakšna zanimiva ponudba, ampak kaj ti dan sen delaš za to, da bi bil še boljši, glede na to, da si prej sam sebe malo namočil, si rekel, za kadete mladince si malo delal. Pa tako bom rekel, jaz sploh zdaj, odkar sem prišel v Koper, pa živim sam, sem nekako začel malo več hoditi sam v fitness, delati sam, ne vem, preventivo, stabilizacijo, zgornji del, takrat, ko sem frej. Nekako sem tudi prebral par knjig, pogledal videe, imam vsak zjutraj neko rutino dihalnih vaj od Wim Hofa, ki delam, potem probam vsak dan iti čim prej spat, no, tako od 11 do polnoči probam iti spat, se zjutraj imam zmeraj ob 8 budilko, nekako probam imeti neko rutino, da ni skozi, da ne hitim zjutraj, da imam dosti časa pojesti zajtrk, potem iti na trening. Nekako to življenje, no, profesionalizma, ki ga prej nisem imel, zdaj malo bolj izkušam, ker je malo lažje, ko živiš sam oziroma s punco, kakor pa prej, ko sem živel doma z družino, pa je mami delala skozi za jest, pa sem mogel jesti to, kar je oni, ne. Zdaj si lahko kuham malo sam, pa si delam to, kar je bolj zdravo. Ok, daj gremo nazaj. Kaj si prebral, rečemo, katere knjige so te zdaj, ko si rekel, ne, se pravi, zdaj si začel vlagati v sebe, ne, se pravi, tvoje telo je tvoja mašina, ki te, da rečemo, hrani, ne. Zdaj, katere vse knjige, pa bomo pol še mogoče kaj o Wim Hofu rekla naprej, ne, katere knjige so te, rečemo, prepričale, da ti si začel drugače delati ali pa drugače razmišljati? Nekako prva knjiga, ki sem jo prebral, je The Subtle Art of Not Giving a Fuck, da se nekako res sem videl, da se ne smem obremenjevati nekako s nekimi drugimi stvarmi, ki niso pomembne, da mi gre fokus od tega, kar je res pomembno, no. Nekako ta knjiga mi je dosti pomagala, pri tem včasih sem se res obremenjeval s kakšnimi nepotrebnimi stvarmi, zdaj pa probam ta fokus, ki sem ga prej izgubil, nameniti za take stvari, ki mi pomagajo. Ampak drug del je verjetno bil pa ta, da si ugotovil, da vse je proces, ne? Ja, sigurno. Jaz tudi to je proces, da sem prebral knjigo. Jaz prej po mojem življenju nisem ene knjige prebral, sem tiste obnove za šolo, za spise, ki smo imeli, tako da zdaj imam pa malo več časa, pa sem si rekel, moram tudi to malo začeti. Mlajši igralci prej začnite brati, ne pol pri 23. Sigurno. Ok, se pravi, ta ti je dala tako ker jaz ravno v procesu, ko pač audiobook poslušam, ne, zato sem se začel smejati, ne, meni je ravno ta fascinanten del tudi, kot tako zelo dobro razlaga, ne, da vse je v neki spirali, nič se ne smeš ustavljati, moraš vztrajati naprej in vse je proces, nič se ne zgodi sam tako, da boš ti si zaželel, se pravi, moraš vlagati. Sigurno, moraš delati za to, ja. Tudi vse, kar se ti bo zgodilo, se zgodi z razlogom, nekako se ti pol vrne nazaj ali pa. Tako, ok. Se pravi, ta dnevna rutina, kakva je zdaj tvoja dnevna rutina, če nam lahko zaupaš, glede na to, da si rekel, poskušam čim prej iti v poslo, če tako rečeš, no, pa da ob 8 zjutraj se začne tvoj dan. Ob 8 zjutraj se začne moj dan, v bistvu prvo, kar je, grem po tuš zjutraj, probam vsak dan iti, no, ne uspem jih vsak dan, ampak probam vsak dan prvo iti po tuš z neko hladno vodo, potem naredim te dihalne vaje in pol en dober zajtrk, jem kar obilen zajtrk, no, moram reči, da
sem probal tudi, da ne jem zajtrka, pa se pol to ni izkazalo za preveč dobro, ker mi je bilo skozi slabo na treningu. Potem ponavadi, če nimamo treninga dopoldne, grem sam narediti en fitness ali pa malo preventive ali pa malo kolesa. Če imamo zjutraj V vsakem trening. primeru greš na klub, ali kaj? V vsakem primeru grem na klub dopoldne, ja. Spijem na klubu eno kavico, imamo tam kavomat, tako da pred treningom obvezno kava. Po treningu imamo pa organizirana kosila, no, tako da več ali manj zdaj jem v klubu. Imamo organizirano kosilo in večerjo. Po treningu grem lepo gor na VIP, pojem v miru kosilo in po kosilu spet na kakšno kavo s soigralci, potem pa domov počivati že za drug trening. Okay. Kdaj je pa potem tista ura, ko hodiš po navadi počivati, spati? Pa probam iti tam do polnoči, da zaspim. Vzamem si še ene 15 minut, da preberem par strani, ker me to pol uspava. Moraš paziti, kaj bereš, veš, da te ne bo začel, da te ne bo preveč knjiga pritegnila, ne, ga bo lahko pa ti bereš. Ne, ni skrbi za to. Okay. Rekel si, sam delaš tudi v fitnessu noter, a to pomeni, da imaš dogovorjeno s klubskim trenerjem, kaj delati, kje imaš rečemo primanjkljaja ali delaš v svojem programu, tisto, kar te paše? Načeloma nam je on dal samo neke smernice, česar ne bi delali, naprimer ponavadi nog ne delam nič sam, ker smo itak, so napori že na treningu. Več ali manj delam zgornji del, pa bolj neko preventivo, no, ki je po mojem najbolj pomembna. Kaj to pomeni preventiva, da nam v 5 stavkih povej, če lahko? Preventiva, ja, jaz sem imel, še zdaj imam dosti problemov z gležnjem, probam delati čim več nekih vaj za to stabilnost gležnja, neko propriocepcijo, kakšne poskoke, pol veliko raztezanja, stabilizacijo kor, to, več ali manj to. Okay. Kolikrat imate pa v klubu vi fitness z kondicijskim? Še naredite potem dvakrat? Enkrat na teden imamo cela ekipa fitness, delamo pa več ali manj samo spodnji del, no, tako da tisto, kar narediš za zgornji del, je odvisen bolj od tebe, kaj narediš. A ste imeli v pripravljalnem obdobju kaj več tega? V pripravljalnem obdobju smo imeli, ker se mi zdi mogoče bolj intenzivno, ne da smo imeli večkrat, ampak mogoče malo težji fitness, kot je zdaj med sezono. Zdaj med sezono mogoče samo malo, kako bi rekel, ne da dvigamo, ampak da zaktiviraš bolj. Ja, to. Nekako. Okay. Zdaj sem tudi jaz malo izgubil rdečo nit. Okay. Prehrana. Omenil si prehrano, da si precej spremenil. Kaj to pomeni? Ja. Tako bom rekel, jaz sem kar jedel veliko stvari, pa dosti stvari, pa mogoče malo preveč. Ko sem bil mlajši, sem mogoče imel kakšno kilo tudi preveč. Pa zdaj, ko sem prišel v Koper, me je mogoče Dare Vršič malo brcnil v rit, pa je rekel, da imam tak potencial, da bi bilo škoda, da ga izgubim zaradi tega, ker rad jem. Tako da sva šla skupaj k temu Viti v Maribor, ki je on že takrat delal, ko je igral za Maribor. Smo naredili vse meritve in nekako takrat sem dobil nek jedilnik, kar je bilo lih med pavzo, tako da se mi je lih išlo, da ni bilo med treningi, ker med treningi težko delaš neko dieto. Takrat med pavzo sem jaz to naredil, v 3 tednih sem izgubil, mislim, da 5-6 kil, potem dobil nazaj 3 kile mišične mase, tako da zdaj probam to kilažo držati, pa nekako po tistem jedilniku, kar mi je on naredil, sem samo še malo dodal, pa je zdaj super, no. Okay. Ampak si kaj posebej izvzel zdaj iz prehrane, ne vem, da česa ne ješ, tako kot glutena, laktoze, kaj tajega? Takih stvari ne, se pa probam čim bolj izogibati nekih sladkarij, neke bele moke. Bela moka, v bistvu jo sploh nič ne jem.
probam čim več zelenjave, včasih nisem jedel nad zelenjave, zdaj punco imam vegetarijanko, pa me je malo naučila jesti od zelenjavo, tako da zdaj jem tako, kot ona, v bistvu pa si pa sam še meso zraven naredim. Okay, se pravi, si praktično... Praktično celo prehrano sem spremenil, no, moram reči. In se počutiš boljše? Ja, sigurno. Opazim razliko, no. Zdaj, tretja stvar, ki si omenil, je bila ta Wim Hof, ne? Zdaj, to so ledene kopeli in dihalne vaje. Kako si prišel do tega, kako si ti občutil razliko vsega skupaj? A si prebral knjigo njegovo tudi? Knjigo nisem prebral, imam pa v planu, ampak prišel sem do tega, nekako sem gledal neke YouTube posnetke na televiziji, pa sem to zasledil, pa sem pol probal, no. In zdaj mi je kar nekako prišlo v to rutino, zjutraj, ko se zbudim, da se probam čisto umiriti, dam si to vodeno dihanje na računalnik, ki mi zraven govori, tako da mi dosti pomaga, no, sploh pri tej, da se malo umirim, da malo zberem misli, da take stvari. A nam boš ti povedal, kakšna je procedura dihalnih vaj? Ja, vsi so kar naporni, no, jaz sem po vajah kar malo utrujen. Najprej je 30 vdihov, globokih vdihov in izdihov, potem je nekako zadržiš zrak, kolikor lahko, in ga držiš toliko časa, ko lahko. Jaz si ponavadi štopam in to pol ponoviš, kolikor 3-krat, 4-krat narediš ta krog. Vsaj 3-krat je zaželeno, ne? Ja. Moj rekord do zdaj je bil, mislim, da nekaj čez 2 minute, da sem držal zrak, skoraj 3, no. Tako da, ja. Ampak to moramo povedati, da je to po izdihu, ne? Se pravi 30 izdih, in ko imaš ti prazna pljuča, prazna pljuča. Zdaj, kogar zanima, kakšni so vplivi na sam bazičnost in kislost krvi, ker to je glavna zadeva, ki jo Wim Hof pač poskuša sporočiti, ne, ali pa kako vpliva pač predvsem na to, na kri, v glavnem. Ja, jaz se toliko se nisem poglobljeval, no, da bi to take stvari vedel, ampak je tu zdaj druga zadeva, ne, da pač naj bi predvsem vplival na simpatikus, ne, in takrat, ko si cel adrenalinski po tekmi, pa ne bi smel njega delati, ne bi moral delati. Ne, po tekmi sigurno ne. Pa druge dihalne vaje, zato da bi te umirile povsem, ker ta je malo divja. Drugi del je pa to, ko si omenil, vsako jutro se poskušaš iti pod leden tuš, ne. Zakaj pa to? To pa ne vem, mogoče je nek mit, ali pa vsaj tako sem jaz slišal, da je to dobro za ne vem kaj, pa probam to delati, no. Tudi malo bolj me zbudi zjutraj, da nisem cel zaspan, ko pridem na trening. Tako kot vsi pravijo, ne, telo je treba ves čas, mislim vsi filozofi ali pa isto mi pač trenerji, ne, če hoče telo imeti napredek, ga mora spraviti v stres, ne, in en od stresov je zagotovo pač tudi ta temperaturne razlike, ki bi jih ne dogajale, s tem, da glavna razlika ponovno tu je, da bi naj se precej teh rjavih maščob proizvajale, ki so pa pozitivne za telo, se pravi bele so pa, nas pa malo utrujejo. In tudi tu je pač eden od razlogov. Se bom še kaj naučil jaz na podcastu. Vsi se skozi učimo, jaz od vsakega podcasta se kaj naučim, ne. Všeč mi je pač to, ker ugotavljamo vsi skupaj, ne vem, da znanja je zelo veliko, pogovarjamo se pa malo premalo verjetno, ne, in zdaj jaz mogoče malo več imam prednosti, ker se lahko učim od vsakega gosta nekaj, no. Verjetno, ja. Tako da pol še malo usmerim lahko na tiste, kar smo že posneli, ne, tako kot sem rekel, ali je to Vijovičič, ali je to kak nutricionist, ali je to kdorkoli pač drug, ne. V glavnem, kakšne so ti pa, zdaj glede na to, da se vidi, ne, se pravi, ti vlagaš, praviš, da tako na duhovnem
ravni se ti verjetno pozna, da si bolj miren, bolj samozavesten, bolj odločen, vidiš neko smer, ne. A tudi če kaj na tehnični plati, kaj dodatno delaš kaj več, ostaješ zdaj po treningu ali pa prideš prej na igrišče? Pa moram reči, da takole zdaj med sezono niti ne, no. To, kar naredimo na treningu, je v bistvu kar dosti, ker imamo dosti neke te tehnike žogo pa teh igralnih oblik, da ne vidim neki smisla, da bi delal še sam. Več ali manj samo na fiziki delam sam. Kaj pa to, kak nogometni tenis v to igrate, kaj imate, kakšne te rutine? Premalo, bom rekel, da premalo. Ali pa tista govna, ne, ko smo jih igrali včasih, ne? To pa ponavadi na treningu, predno se zberemo, igramo kaj takega. Mal za Dva dotika žoge v zraku, da vidimo, kdo. Dva dotika pa. Ja, imate kaj kazni, dobre? Kazni imamo več ali manj pri ševi, ki igramo ševo, da beremo kar dosti kazni, no. Takrat, ko igramo ševo, igramo kar dolgo, 20 minut, tako da se kar nabere pol nekih črtic. Kdaj se pa polni kasa? Kasa se polni vsak konec meseca. Ne, vem, ja, ampak kakšne so kazni, mislim, kdaj si kaznovan? Gremo na 20 podaj pa med noge, tako da se kar nabere v vsaki ševi, pa če imamo dve, po ene 10-15 evrov, tako da je 30 evrov na trening, takrat, ko igramo ševo. Ste kar produktivni. Se kar nabere, ja. Okay. Pa zdaj ne vem, ali smo toliko dobri v zadrževanju žoge ali toliko slabi v obrambi. Ja, zdaj ne vem, koliko moraš ti dati več noter v kaso, da vidimo. Jaz imam dele kar dosti črtice. Imaš dosti črtice. Okay. Povej mi, kakšne so ti, rečemo zdaj, te želje za naprej, kje se ti vidiš v prihodnosti? Verjetno je to tudi en od pomembnih faktorjev, da boš ti se pol za tisto pot, da se pripraviš. Ja, sigurno, da je ena želja tujina, sploh po taki sezoni, ki smo jo imeli zdaj, pa tudi tuna lanska, no, moram reči, da prvi del ni bil slab. Sem odigral dosti tekem, tudi zdaj sem odigral veliko tekem in želja je sigurno, da grem nekam ven, da se preizkušam tudi na tej mednarodni ravni zdaj. Kam in kako, ne vem točen, je pa zdaj, ne vem. Povej mi, kako razmišljaš ti, da bi bilo zdaj boljše iti v eno, da rečemo, drugo klaso tekmovanja, tako kot so, ne vem, Belgija, Nizozemska, Portugalska, kaj v tem smislu, ali da greš takoj v neko top ligo, kot je, ne vem, Italija, Nemčija, kaj podobnega? Ja, meni je sigurno zdaj v tem trenutku, oziroma pa tudi na splošno najbolj pomemben, da tja, ko grem, da bom igral. To mi je nekako ne zahteva, ampak želja prva pri teh izbirah kluba. Sigurno neka druga želja je neka finančna plat, ampak vse v teh ligah je nekako posod dosti denarja, tako da važno je, da igram, tako da kamorkoli bom šel, če bom igral, bom zadovoljen. Ok, se pravi, nimaš lige, ki bi jo želel iti igrati? Želel biti, največ bi želel Premier ligo, zdaj ne vem, če je to opcija še zdaj, tako da nekako te lige, pa ne vem, kakšna ekipa za ligo prvakov, to mi je sigurno želja, ampak zdaj, če ne bo te možnosti, pa ne bo nič narobe. Ampak zdaj, rečemo, da vi osvojite letos dvojno krono, kaj to pomeni, da boš ostal pa poskušal igrati ligo prvakov v Kopru, ali boš se vseeno napotil v tujino, če bo primerna ponudba? Plan je tak, da s Koprom igram ligo prvakov, zdaj upam, da bo prišlo do tega. Če ne, pa načeloma zdaj še ne razmišljam o tem, no. Moramo odigrati še to prvenstvo do konca, pa bomo pol videli, kako se bojo stvari odvile, tako da probam ne razmišljati o tem trenutno. Ok. Zdaj mi smo 2.5. za 8 dni igrate finale pokala.
igrate še 3 prvenstvene tekme, ki bojo še verjetno zelo, zelo zanimive, naporne. Vaša prva je takoj potem Sežana, ki se bori za obstanek v ligi, tako da verjetno tudi tu bo zelo naporno po eni taki tekmi, ko ste igrali v Mariboru. Ampak tisto, kar smo se že prej pogovarjala, ali ti se pravi poln štadion v Mariboru, a ti meniš, da bi bila liga bolj kvalitetna, če bi mi imeli v povprečju vsaj 3-4 tisoč ljudi na tekmah? Ja, sigurno ti navijači dajo nek dodaten zagon, dodatno motivacijo. Zdaj verjamem, da bi bila liga na višjem nivoju, če bi bilo več ljudi na tekmi, to sigurno. Vsak si želi igrati pred nekako polnimi tribunami, ampak nažalost v Sloveniji je tako, da ljudi preveč ne zanima fuzbal, ali pa ne vem zakaj, ampak načeloma je tako, da mi se moramo s tem sprijazniti. Verjamem, da bo mogoče v prihodnosti boljš, ampak načeloma, kar se pa tiče zdaj teh preskokov, pa iz Maribora zdaj, ki so bile polne tribune, pa iz Sežane, bo mogoče ta tekma, mislim, proti Sežani še težja, kot je bila v Mariboru pred toliko gledalci, ker zmeraj je v Ljudskem vrtu, pa pred to gledalci zmeraj lepo igrati. Tako da pa ob 8 zvečer ta neka kulisa ti da pol dodatne motivacije. No. Reč mi zdaj v teh 3 tekmah, ko vas čaka, ali pa v 4, če damo še pač pokal zraven. A se čuti kaj euforije noter v garderobi, ali ste še vedno tako mirni, fokusirani, spoštljivi? Vsaj glede na to, koliko se je zdaj tebe doživljam tu, je zadeva zelo mirna, se pravi fokusirani na cilj, na željo, koliko pa to vseeno se čuti, rečemo, v garderobi? Pa sigurno nekje v ozadju imaš nek ta pritisk, ki si v bistvu ga da sam sebi, ja, pa bi bilo fajn, da nekaj osvojimo, ampak v garderobi se pa ne čuti nobenega pritiska. No. Mi fantje smo zelo sproščeni, cilj v bistvu, ki smo si ga zadali, smo dosegli, to Evropo smo dosegli, zdaj za to, kar zdaj igramo, je v bistvu sam še nek bonus. Vsak v bistvu je še bolj motiviran zdaj, da probamo priti do nekega rezultata. Cilji so se mogoče zdaj malo spremenili, ker smo enega dosegli, ker smo v taki situaciji, ampak še vsem si igralci ne nalagamo nekega prevelikega pritiska, da bi bila neka prevelika euforija ali pa neka panika v garderobi. No. Ampak ti si na začetku si rekel, ne, tudi da z prihodom v Koper, da neko zmagovalno mentaliteto, da bi ne zraven nosil, ne, v Koper. Zdaj, če gledam, kako si rekel, ne, tvoj štoperski Para Rajčević zagotovo tudi to prinaša iz let, ko je igral v Mariboru. A je lahko to, da si navajen zmagovanja, da si tako malo odvisen od tega, da zmaguješ, lahko to prenašate vidva potem še na ostale znotraj ekipe? Sej je tu kar nekaj teh igralcev tudi s Koprom, ko so dvignali pokal že, pa še kje drugje kaj osvojili, ne. Lahko to prenašate vi med sabo, glede na to, da tudi, ne vem, pač Zoran pa Denis, ta ožji strokovni štab, ne, veste, kaj to pomeni, ne? Ja, jaz mislim, da lahko nekako še dodatno motiviraš igralce. Sej vsak hoče zmagovati, ampak mogoče te igralci, ki so že nekaj naredili v karieri, pa ki so zmagovali, jaz zase to še ne morem reči zaenkrat, ampak sigurno nekaj dodajo, pa vejo, kako je zmagovati, pa znajo pol tudi mali igralce, te mlajše dvigniti na tak način. Vem, ampak ti si rekel, ne vem, jaz še ne vem, ne, ampak ti zelo dobro veš, ker koliko smo se prej pogovarjali, od 15 do mladincev si ti zmagoval, si ti dvigoval pokale. Pred leti so bili španski trenerji pri nas v Sloveniji, ne, kratko je bila ta famozna španska reprezentanca, 2-krat evropski prvak, 1-krat svetovni prvak, ne.
In so kazali statistiko, se pravi, kateri fantje v članski reprezentanci so osvajali tudi evropska pri 17, 19, 21. Ne? In Ja. da so se tudi oni prej že navajali, ne? Tudi v klubskih nivojih so se navajali na to, da ne samo, da grejo in sodelujejo ali da poskušajo zmagovati, verjetno ti je vse nekaj ostalo tega, da zmaguješ, da želiš zmagovati. Ja, verjetno mi je ostalo. Jaz tudi na vsakem treningu, ki zgubim, pa sem zelo tekmovalen, pa provam vse zmagati. Tako da mogoče je tudi od tega, ker sem prej toliko zmagoval, da mi je to ostalo. No. Ne vem, ampak načeloma ja, take stvari ti sigurno ostanejo, da probaš potem dati še nekaj več, da podoživiš une občutke, ki si jih že kdaj imel naprej. Povej mi, kakšna je pa tvoja rutina za tekmo, no? Potem, kako se ti pripraviš, da boš zmagal tekmo? Jaz probam biti pred tekmo čim bolj sproščen, probam se ne preveč obremenjevati, pridem normalno na zbor. Jutranja rutina ti je klasična, se pravi, tisti je ob 8 zjutraj. Ja, v bistvu ne spreminjam nič, kakor da bi bil en navaden dan. Probam odmisliti, da je zvečer neka tekma, probam biti sam sproščen. Tudi sem že probal več teh nekih rutin, pa sem videl, da mi ta nekako najbolj ustreza, da se ne obremenjujem preveč iz tekmo, pa ne razmišljam preveč o njej. Pred tekmo, koliko časa priješ pred tekmo na klub? Ponavadi ene 2 ure. Ja, ene 2 ure pred tekmo sem v klubu, pa gremo v fizioterapevt, tam se malo pogovarjamo, spijemo kavo, potem se gremo malo zrihtati, preobleči, naredim gor malo vaje, aktivacijo in potem je že nekako igralci. Sami, ja, tisto, kar komu paše, naredi, potem je že nekako sestanek pred tekmo in pol se že začne nekako bolj fokusirati za tekmo vse. Imaš kako posebno rutino? Pa načeloma nič posebenega. Edino to, da obujam levo kopačko najprej, pa pol desno. Pa zdaj zadnje čase si delam skozi bandaže, tako da to si moram dobro narediti. Za gležne, misliš? Za gležen, ja. Kaj, je bila poškodba toliko močna? Ti si letos bil v tej sezoni enkrat poškodovan, ne? Malo bolj. Ja, sem spustil, 5 tekem sem spustil zaradi levega gležna, ki je v bistvu že ena stara poškodba iz prejšnje sezone, pa se mi malo leče. Tako da brez bandaže ne morem niti na treningu, no. Aha, okay. Jo moram skozi uporabljati. Ja. Tako da si skozi stalen član v fizioterapiji. V bistvu zdaj sem se toliko navadil že, da si kar sam delam bandaže, sem se toliko dobro naučil, pa tudi sam vem, koliko si moram zategniti, da me ne boli, tako da si zdaj sam delam. Ja. Okay. Ko prihajaš iz ogrevanja v garderobo, še kaj posebnega narediš, poješ, popiješ? Pa niti ne, nič. Nekako se sam probam, ne ogrevam se v teh stvareh, ka pol igram, no. Nogavice zamenjam, pajkice zamenjam, majico, v bistvu se cel preoblečem, ko prijem nazaj v garderobo. No, ta je nova. Ja, Okay. da dam vse sveže stvari gor. Okay. Dan po tekmi, kaj te najbolj boli ponavadi? Ponavadi listi. Ne vem, zakaj imel sem, ko sem bil, oziroma ne, ko sem bil mlajši, zdaj par let nazaj sem imel kar dosti problemov s krči non-stop, pa mogoče mi je še od takrat to ostalo, da listi so najbolj utrujeni, no. Mečne mišice. Pa to pomeni, da kompresijske hlače, fizioterapeuti in delajo, ja, odbijajo na tap. Sem vložil tudi sam v tale Normatek, pa v Hypervolt, tako da po vsaki tekmi, ko prijem domov, 1 ura tega Normateka, škornji, ko so veliki, za noge. Ja. Pa imaš te, ko hladijo tudi? Ne, te nimam. Okay. Sam te, ko stiskajo, tako da naredim regeneracijo že takoj po tekmi, da sem čim prej, da se regeneriram nekako. No. Naslednji dan pa masaža v klubu. Koliko časa potrebuješ ponavadi, da priješ nazaj k sebi?
Moram reči, da kar hitro, no, ne čutim neke velike utrujenosti po tekmi. Meni je najboljše, ker si tekme sledijo sreda, sobota, to mi je najboljše, ker se bolj malo trenira, pa sam igra. Tako da takrat najbolj uživam. Se pravi, regeneracija, priprava na tekmo, pa udri tekmo, pa spet Tako regeneracija. je. Aha, okay. Pa ti je bilo kdaj tako, da si, ne vem, ko imaš tisto serijo, ko imaš še, ne vem, ves čas pokal, pa ligo, pa pokal, pa še kaj drugega, ko ti prije ta ritem prvenstva, sreda, sobota, sreda, te je kdaj, da je bilo, ok, to je pa zdaj dol, zdaj pa rabim malo pauze. Pa mogoče vsako leto takole proti koncu, ko se nekako bliža dopust, pa takrat pred koncem prvega dela, ko nekako vsi čakajo, da pridejo te prazniki, pa to takrat se malo čuti utrujenost. Ampak moraš nekako to potrpeti, sploh zdaj, ko se za nekaj boriš, je to čisto drugače, tega v bistvu sploh ne čutiš. Tako da drugače pa ne, no, tudi če je kakšna velika daljša serija tekem, uživam v tem. No. Toliko tekem sem presedel, pa nisem igral, da zdaj uživam v tem, kaj igram. Si rekel, zdaj ne bom več ne spustil. Ja. Je to v redu. Tule moram pogledati, oprosti. Ok, reč mi, zdaj večino stvari, ki se jih mi, ali pa ne vem, če želimo spremeniti, kot si prej rekel, rečemo v prehrani, ne, da si izkoristil, se pravi, to prehodno obdobje. Kaj ti načrtuješ v naslednjih prehodnih obdobjih, kje ti meniš, da bi lahko še naredil ali pa izkoristil za to, da bi pripravil telo za nekaj več, za nekaj boljš? Ali pa sebe? Že imaš kaj načrtov? V bistvu jaz nekako, ko končam s prvenstvom, pa ko se konča neka sezona, naredim plan z enim mojim trenerjem v Domžalah, ki je delal prakso tudi v Domžalah, pa ima zdaj svoj fitness in vse, narediva nek plan, da začnem trenirati, v bistvu pol delam po njegovem planu, tudi če v klubu dobimo nek plan, se zmenim, da bom delal pač tisto po svoje, ker me v bistvu dobro pozna, ve kaj rabim, kaj mi manjka, tako da nekako delam s tem trenerjem po tem planu. Si ga lahko imenuješ, lahko narediš malo reklame, nič narobe. Ja, razen, če ne smeš. No. Lahko, Sport Center Kuna, Anže Kunaver v Domžalah ima zdaj svoj fitness, svojo ordinacijo. Mogoče vam pa kdaj povabil, da nam še on Vezno, je zelo mlad, ambiciozen, veliko ve, tako da sem zelo vesel, da delam z njim. No. Koliko let pa delata vidva pol skupaj? Zdaj že kar ene 4 sezone, no, odkar je bil on v Domžalah, takrat sem začel v bistvu preko kluba, ki je bil pri nas fizioterapeut, potem je šel na svoje, pa sem ostal z njim. No. Smo bili v dobrih odnosih, pa treniram zdaj skozi pri njemu. In kaj je zdaj načrt, kje te bo ta še dvignila, kje je tisti prostor? Nekako siguran moram popraviti to neko eksplozivnost, pa hitrost, tukaj vem, da mi še malo manjka, sploh za te neke višje lige, kjer je intenziteta še na višjem nivoju. No. Moram popraviti to, ostalo pa. Ja. Ostalo pa probam tako, kot do zdaj, no. Ker vidim, da mi gre dobro, da napredujem in bom probal še naprej tako delati. Okay. Se pravi, ob slabosti, ki si jo zdaj omenil, se pravi, ne vem, eksplozivna moč, pa mogoče ta štartni pospešek, kar pomeni, verjetno te na GPS-ih zelo zanima, koliko hitro se ustavljaš, pa kak imaš pospeševanje, ali kaj? Ne, to me bolj ne zanima. Bolj me zanima, koliko kilometrov naredim, da se lahko malo pohvalim, da sem veliko pretekel. Ok, kjere pol slabosti še ti vidiš, pa kvalitete, ki jih moraš pač poudarjati. Meni je bilo ravno zdaj v enih teh zadnjih oddaj, ko smo snemali, je Filip rekel, da igralec je dober, če ima, se pravi, sicer tam smo se mogoče pogovarjali bolj o veznih igralcih, ne, ampak da ima eno res ekstra kvaliteto in jo pač pol tudi
da plemeniti, da tako rečem. Ne pa, da je vse povsod nekje povprečeno. Ne. Kje ti misliš, da si ti tisti, kar je treba plemeniti, kjer je treba še izboljševati, kjer si že dober? Pa jaz mislim, da glede na to, da sem bil prej vezni igralec, pa sem šel zdaj nazaj, da sem nekako dober v tej igri žogo, da imam dober iznos, da mogoče imam dobre pase v sredino. Nekako sem znan po tem, tako da ja, siguran moram delati na tem, ampak bolj probam nekako fizično priti na višji nivo, sploh če gledam te igralce nekako, ki so že na top nivoju, kakšen Virgil van Dijk ali pa Ruben Dias. Če hočem biti enkrat na njihovem nivoju, sigurno moram fiziko dvigniti še na višji nivo. Kar se pa tiče te igre, pa verjamem, da skozi vse treninge, pa tekme, pa igralne obnike, ki jih delamo na treningu, da to še izboljšujem. Kaj pa to predvidevanje? Se mi zdi, da za centralne branilce rečemo to predvidevanje, kaj se bo zgodilo predvsem v fazi branjenja, da je zelo ključno. Ja. Se kaj ukvarja s tem, rečemo, da analiziraš? Na začetku, ko sem v bistvu se prešaltal na štoparja, sem imel kar dosti težav s tem, mogoče mi je to delalo dosti težav. Pa zdaj mislim, da v teh 2 letih pa gledam vsak dan po vsaki tekmi si pogledam, kje bi lahko bolj stal, pa mislim, da se bom tako nekako se skozi izboljšujem na tem področju, pa da bom skozi tekme čez dalje boljši tudi tukaj. Pa dobivaš tu veliko nasvetov tudi strani trenerjev, ne vem, kje si zamujal, kje si slabo bil postavljen, obrnjen, da si tekel brez veze v nek prostor. Tudi prej, ko je bil še trener Srebrnič, pa je bil dober štopar, sem dosta informacij dobil od njega. Zdaj mi dosti pomaga tudi Denis, ki je tudi bil dober štopar, pa ve, kako je, pa mi pomaga z nekimi napotki, tako da po vsaki tekmi se nekaj naučim, pa probam pol na naslednji tekmi to popraviti. Okay. Če bi s to glavo bil zdaj 18 let star, kako bi to izgledalo? Jaz mislim, da bi že pri 18-ih bil standarden pa igral. Jaz sem skozi vedel, že ko sem začel pri članih, sem skozi vedel, da imam to, pa da lahko, ampak nekako zdaj, ko gledam za nazaj, vidim, da sem mogoče res premalo vložil v to, da bi naredil ta preskok. Premalo si šel v tisti proces, ne? Ja. Ok, kaj to pomeni? Kje ti zdaj pol načrtuješ, ko sem že tako provociral 27 prime time, bo tvoj prime time tako kot pri Korunu, ko je bilo pri 30, ali vse računaš, da bo lahko pri 27? Boš ulovil, ker jaz tako, ko se pogovarjamo, ne, zdaj to je verjetno tudi ena diskusija z kondicijskim trenerjem, ne, jaz vsakič pravim, da nekdo, ko prihaja v reden proces treniranja, bo zagotovo potreboval sezono do 2, da se bo prvo sezono se bo navadil in potem v drugi sezoni, da bo telo, rečemo, da ga spet lahko dviguješ za nivo višje, ne, ker vsakič se zaletiš v nek plato, ki se mora telo navaditi, pa potem ponovno iti v nov cikl razbijanja, zato da se more ponovno telo privajati, da lahko spet se dviguje za 10-15% sposobnosti. Koliko ima ta videa pol ta načrt? Kdaj bo ta videa zadela idealno tvojo? Ne vem, jaz zdaj vsako sezono nekako sem naredil en preskok naprej, tako da jaz bom probal tudi naprej, zdaj na naslednjo sezono narediti nek preskok, pa pol zdaj pri štoparjih je karijera mogoče lahko se malo kasneje začne nekako prideti v tisto optimalno, pa štoparji so mogoče malo starejši ponavadi, tako da verjamem, da tisti prime time bo še prišel zame čez par let. Bom pa probal vsako sezono nadgraditi, da bom naslednjo sezono še boljši. Se pravi, boš kot Chiellini igral do 45 leta? Upam, da ne toliko, da bom prej že končal. Ne vem, če se mi bo dal toliko dolg. Odvisno je od izzivov, ki ti bojo prihajali nasprotne. To pa je tudi res, nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo pol.
Ja, okay. Reč mi, koliko ti pripisuješ, rečemo, tem moč glave, zagrizenost, odločnost, koliko je ta del deležen pol tudi tvojega uspeha danes? Jaz mislim, da kar dosti, no, da ko ti enkrat ne uspe, pa moraš biti vztrajen, pa moraš nekako začeti delati še več, da ti pol uspe. No, jaz sem imel izkušnje take, da na začetku mi ni nekako ratval, pa zdaj sem vztrajal, pa sem iskal neke druge rešitve, pa sem naredil tudi korak nazaj, kot sem prej rekel, pa mi je zdaj nekako uspeva, pa upam, da mi bo zdaj še naprej šlo tako dobro. Sigurno ta vztrajnost, ja, zdravje mora biti sigurno na mestu, tako da vztrajnost je najbolj pomembna. Pa ne obupati, ne, tudi če je kakšna slaba tekma ali pa če kdaj kaj narobe, ne. Ja, sigurno. Daj mi reči, najboljših 11 igralcev, s katerimi si ti imel možnost igrati, kako bi ti sestavil svojo 11-terico, s katerimi si igral? Koga boš dal na gol? Dobro vprašanje. Jaz bom rekel, da najboljši vratar, ki sem igral z njim, je bil verjetno Nejc Vidmar. Sicer sem igral tudi z Vargičem, ki je igral v super klubih, pa je mogoče zdaj v Kopru je bil v nekem že zatonu kariere. On je bil tak najbolj z največjo kariero, ampak mislim, da Vidmar takrat v tistem obdobju, ko je bil v Domžalah, je bil res dober. Mislim, da tudi neke rekorde smo takrat podirali, ker nismo dobili dolg časa gola. Kaj igramo, 4-4-2 ali 4-2-3-1? Bom še videl, da razmislim, koga bom postavil v obrambo, siguren. A v stremi odzad igral s 4? 4. Ajde, desni bek. Bom igral s 4. Desni bek, s kom sem igral, bom dal verjetno, bom začel z levim bekom. Ajde. Lahko. Levega beka bom postavil Melnjaka. Takrat v Domžalah je bil res po mojem najboljši levi bočni v ligi. Zdaj igra za Hajduk. Levi štoper ti je Rajčević, ko več laufa kot ti, ne. Ja. Pa da ne pozabim Rulota, da ne pozabim, da ne bom mu delal krivice. Po mojem on je nek najboljši levi bek, ki sem igral z njim, ampak takrat, ko sem pa igral z Melnjakom, je bil pa po mojem Melnjak boljši. Se pravi, desni štoper si, levi je Rajčević. Desni štoper sem jaz, levi je Rajčević, desno bom pa postavil mogoče Široka, pa zato, ker je bil moj zelo dober, mislim, še zdaj je moj zelo dober prijatelj, pa on je res dal vse na terenu, no, res je bil tak zahvalen igralec. A lahko rečem, da je pitbull men? Lahko. Kam je igrala, z enim zadnjim veznim ali z dvema? Lahko z enim. Kdo bo defenzivc? Defenzivno bi postavil Amedeja Vetriha. On mi je tudi zelo veliko pomagal, takrat, ko sem bil v Domžalah, zelo dobro smo se razumeli. Imel je res dobre fizične predispozicije, lahko je laufal neomejeno, imel je dober pas, vse, tako da on mi je res ostal v enem zelo dobrem spominu. Tudi naredil si je zdaj dobro kariero v Turčiji, tako da naprej. Dva ofenzivca, vezna. Naprej bom rekel mogoče Žan Majer. Spomnim se Hakla njegovega, ki je bil res iz drugega planeta. Se spomnim, ko smo imeli na treningih, sem zmer padel na Hakl njegov. Tako da Majer, potem še en ofenzivni.
Ja, Repco razmišljam, da bi dal na ofenzivnega veznega na Wingerja. Ker v Francijo se je prodal iz Wingerja, ne? Okay. Ampak ja, ga bom dal kar na veznega, ker on zmer prav, da on je vezist, pa on rajši igra veznega, tako da ga bom dal na veznega. Vsi, ko ga postavljajo na Winga, mu delajo krivico. Okay. Ja, jaz mislim, da ja, no. Jaz ga poznam že od 6 leta, pa smo igrali skupaj, pa je skozi igral veznega, tako da vem, kaj lahko naredi na veznem. Levo, desno, ofenzivno. Levo, desno. Ne moram pozabiti na Vršo, pa ga bom dal na Wingerja, no, če ga nisem dal na vezo, ker se je on igral na Wingerju takrat v Kopru, ko so bili državni prvaki, se mi zdi. Res je. Čeprav je nekako boljš tam iza špice nekje desetka, ampak se tudi na Wingerju znajde. Že se njega tudi vedno spomnim. Jaz sem bil pač eno sezono z Zupanom, ko je imel U21 reprezentanco, sem bil tam trener in se isto njega se sam spomnim iz te strani, ko je preletel noter. To je bilo en čudo, res. Ja. 21, ki je res. Ok, Vrša na eni strani, na drugi? Na drugi strani je bilo v Domžalah, se zdaj že ne spomnim, kdo so vse bili. Takrat je bilo res ful igralcev. Daš tudi Skopra. Ja, sej. Ali pa zunaj 21 reprezentance. Ne smem pozabiti, pozabil sem mogoče v vezi, sem pozabil na Žuninja, no, iz Domžal. Mogoče bi dal Žuninja na mest Majerja, če lahko. Pa Majerja na Winga, kaj? Ne, Majer bo izpadel pol. Žunja bom dal na veznega. No. Kaj še imamo levo? Še desnega Wingerja, pa bom rekel zdaj, ko igram s Parisom, da mi je najbolj nekako... Drugi del sezone ima res dober, ne? Ja, tudi prvi del je bil, ne vem, tak eksploziven igralec, ki ti lahko vsako tekmo obrne v tvojo korist, nikoli ne veš, kaj bo naredil, lahko da ne bo naredil nič, lahko bo pa naredil čudo, tako da... Lahko je kiper, ja. In koga damo gor na vrh? V špico bomo pa dali s kom sem igral tudi v reprezentanci mogoče pa mogoče bom rekel Jan Mlakar, no. On mi je tudi nekako tak neugoden igralec, tudi ko smo igrali proti njim v Mariboru, ga je bilo zmeraj zelo težko kriti, zmeraj je nekako hiter, nikoli ne veš, daj ti boš sprintal iza hrbta, tako da je zelo neugoden, ja. Pa tudi kariero je naredil vrhunsko. Še ima kar nekaj let, ne? Ja, mislim. Še čakamo, kam se boš. Ok, midva sva tekmo odigrala, zdaj, ko sva bila na koncu malo tu pri reprezentanci, daj reč mi, kako si ti doživljal te reprezentančne tekme v primerjavi, rečemo, z klubskimi tekmami? Pa načeloma ni bilo velike razlike, no. Zmer sem na vsaki tekmi probal pokazati to, kar znam, ne glede na to, je bil to klub ali reprezentanca. Sigurno je pa za klub za reprezentanco igrati neka dodatna čast, neka dodatna motivacija, kar se pa himna pognala. Ja, je, sigurno. Pa si doživljal ti, da je precej višji nivo tekmovanja kot naša, rečemo, prva kadetska mladinska liga, takrat, ko si igral, ali pa ok, če gledamo v 21 reprezentancov v primerjavi z našo prvo ligo. Če gledamo v 21, odvisno proti kateri reprezentanci igraš, no. Jaz se spomnim Francije, ko smo igrali s Francijo, vsej lahko naštejem par igralcev, ampak se nima veze, oni so bili res takrat zelo dobri, pa je drug nivo kot slovenska liga, no. V vseh pogledih. V vseh pogledih, no, moram reči. Fizično in tehnično in taktično. Ja. V vseh pogledih na višjem nivoju. Kar se pa tiče ostalih, pa so kakšni posamezniki, ki ti delajo probleme, ampak načeloma, kar se pa tiče cele ekipe, pa ni take velike razlike, no, ker mogoče je celo naša liga malo boljša, ker tudi treniramo skupaj, pa v ekipi si trenira skupaj, si non-stop skupaj, si uigran in vse,
v reprezentanci je to vse malo drugače, ker si tam en teden, 10 dni skupaj, pa se je težko pol, kar če kdo da individualno, kaj več. Se je vaša generacija precej prevetrila od, ne vem, ti si vseeno bil od začetka, si bil zraven, ne? Ja, jaz mislim, da sem bil v vseh selekcijah, na vseh zborih. Se je precej spremenila struktura igralcev znotraj reprezentance, ali ste več ali manj bili eni in isti? Pa od samega začetka se mi zdi, da se je kar dosti spremenil. No, neki igralci so potem prišli malo kasneje, mogoče so kasneje prišli v neke prvoligaške klube, pa so pol prišli na nek zemljevid, da so jih selektorji videli. Kar se pa tiče teh igralcev, ki so bili nekako standardni v teh prvih ligah, je pa ostalo v kosti recimo isto, no. Nekih parih igralcev, ki smo bili več ali manj skozi v reprezentancah. Ok. Povej mi še tako čisto za zaključek, kaj bi ti, glede na to, da si mal sam sebe namočil, da si mal premalo delal, mogoče v mlajših, kaj bi ti igralcem, staršem tako svetoval, kaj početi v teh mlajših kategorijah ali pa kdaj začeti vlagati v neko resno nogometno delo, zato da dosegaš tisti nek pol cilj, željo, ki jo imaš? Ja, čim prej. Meni jaz vem, da ta gimnastika, ki sem jo delal, mi je dala ful veliko. Zdaj, ko vidim, kakšne so igralce, ali pa bilo nasplošno nogometaši so znani po tem, da ne morejo narediti predklona, pa da imajo vse zategnjene mišice, pa tako da meni to ne dela nobenih težav in vem, ta gimnastika mi je res ful dala. Zdaj, tudi kakšna atletika, pravilen tek, vse take stvari, ki so nekako bolj splošne, sigurno za nogomet pridejo prav, no. Kar se pa tiče kdaj, pa načeloma čim prej. Čim prej. Si ustvariti ritem, kdaj se zbuditi, stuširati, pa kaj trenirati, ali kaj? Pa kaj še je zraven? Ja, ko nimaš več toliko obveznosti v šoli. Šola mora biti, ne? To pa sigurno. Ok. Smo kaj pozabila? Bi kaj bilo potrebno poudariti? Jaz mislim, da ne, da smo kar dosti povedali. Ok. Zdaj, jaz absolutno navijam za to, da boste prvo pokal dvignili, ne? Hvala pa za prvenstvo, pa veš, kaj je. Željko Filipović me je povabil, da prijem na njihovo zaključno tekmo, ko bojo dvignali kanto, zdaj pa ne vem, kam bom šel, ne. Če ne bom prišel vandal. Mi bomo probali narediti svoje, še te 3 tekme, pa da pol vidimo, kdo je boljši, pa kdo bo zmagal. Ja, ok. Hvala ti, da si bil moj gost. Upam, da smo predstavljali še eno tako zanimivo zgodbo, no. V glavnem želim ti res dobro sezono do konca, pa dobro kariero naprej, pa da še kdaj prideš takole malo poklepetati, da vidimo, kaj si novega ugotovil, pa da podelimo med ostale, da bojo malo mogoče skrajšali čas, da bojo uspešni. Ja, hvala tebi za povabilo, pa upam, da bom naslednjič mogoče malo bolj znal kaj več povedati, no. Na lepši način. Vse je ok, veš. Ravno to je ta razlika, pa pogled, mogoče včasih na isto zadevo gledamo podobno, ampak povemo je pa drugače, to je tudi ena od tistih stvari, ko je Vičič razlagal, se pravi psiholog, ne, je rekel, ni vedno problem v tem, da igralec ne razume, problem je v tem, da včasih mu trener ne razlaga na prav način, ne. Ja, to je pa tudi res, ja. Vsak igralec je nekako specifičen, moraš malo na njegov karakter prilagoditi stvari. Tako nekako, tako da tudi tu znotraj sem jaz že ene parkrat potem začel razmišljati, da vsem ne razlagaš vse na isti način, tako da. Ja, to. Ok, še enkrat hvala, jaz bom pa zdaj še odpiskal konec tele naše oddaje. Hvala. Odpiskali smo konec današnje epizode podcasta iz Centra Gol. Z vami sem bil Igor Fenko in celotna ekipa oddaje iz Centra Gol, ki se vam zahvaljuje za čas, ki ga preživljate v naši družbi. Upamo, da uživate v pogovorih in spoznavate nogomet ne le v zmagah in porazih.
Vabimo vas k poslušanju vseh oddaj, ki so dostopne na Spotifyju, Deezerju, Google Castu, Apple Podcastu, TuneInu, YouTubeu in še kje. Še enkrat pišite, komentirajte, pobrskajte na spletni strani www.centraogol.com, všečkajte nas na Facebooku in Instagramu, saj nam boste s tem pripomogli še kakovostnejšim vsebinam. Še enkrat hvala in se slišimo naslednji petek. Uživajte še naprej in lep pozdrav.